lahko zaznamuje čisto vse, tako da je nivo profesionalnosti zelo visok. Se zakaj zdaj bavam, pa vse to skupaj, tam je pa čisto drugače. Hello, Murphy! Hello! Luka, kako si, povej, kje sploh si zdaj danes? Zdravo, Jan. Nič, dober sem, malo je vroče, delovno. Trenutno sem v enem narodnem parku v Keniji, v Tsavo East. Nič, zdaj sem si v pauzo vzel, zato da lahko s tabo govorim. No, nice. Ti, koliko imate pa kaj tako dela tam, kaj sploh počneš? No? Kako da si v Keniji med časom karantene, korone itd.? Trenutno sem tukaj v Conservation. Park čuvaje rangerje, učim ene vrsto taktično medicino in mene so tukaj dejansko zapustili kot neodvisnega pogodbenika, da pomagam učiti jih to medicino skupaj z drugimi inštruktorji. Zakaj sem pa kle? Ja, to je zdaj pač moj, s tem si zdaj služim kruh. Skaj so pol plani kar cel življenje takole po svetu ali si spontan pa kakor pride, tako je? Mislim, plani za cel življenje to delati. Mislim, verjetno ga bom star, ne bom mogel pretrčavati čez polja pa bežati pred sloni pa levi. Tako da verjetno bom šel v kakšno mentorsko vodo, pa da bom pač malo bolj varno živo. Ampak zdaj, kolikor sem še mlad, agilen, z nekaj znanja, da ga lahko naprej prenesem, bom to delal. Ker kot prvo mi veseli me to delo. Rad učim, rad grem v svet, rad grem malo v neznano, pa da človeka malo strah, pa da si skozi ki ne veš, pa da se učiš, kako delati tam. Da ni samo, ob 8 grem na šiht, ob 4 bom nehal. To je pač to, do 30 let pa bom šel pa se ločil, pa šel v penzijo, pa 66. Tako nekako si še ne predstavljam življenja. Kješni drugačni strukturi, ampak park rangerji, se imamo tudi v Sloveniji, imamo park čuvaje. Pač ne rečemo, da so rangerji. To je malo preveč kul za njih, za Triglavski narodni park, ni tam pa da proti divjim lovcem, da se ful bojujejo. Ponovadi v Sloveniji kaznujejo zaradi kurjenja v hosti, pa zaradi napačnega kampiranja. Mislim, delajo še kakšne druge stvari, ampak ni lih tam, da imamo ful živali, ki jih ne vozijo se lih s pick-upi tam s puškami, neverjeten. Ja, to ne. Tako da, tle recimo v Keniji, mislim, vsak narodni park ima recimo svojo službo, rečemo tako, rangerjev, ki so ena, pač rečemo tako, varnostna služba, eni so oboroženi, eni ne, ki pač varujejo tisto ozemlje. Ne samo živali, ampak tudi celo samo področje. Recimo, se ni, da jih zavarujejo samo pred divjim lovcem, ampak tudi pred nezakonito pašnjo govedi. Recimo, če v park, narodni park spustiš, ne vem, po 1000 glav živine, da se tam pasejo, to bojo kmalu zelo vse uničili in pol, če ni tiste vegetacije, se hitro vse spremeni v kakšno puščavo, začne se podirati drevesa, ki se v oglje spremeni, tako da so tudi take zadeve, ne samo ono, ki rečejo samo, da so divji lovci zamaskirani na črno, pa da grejo proti polčarjem. No, to je zanimivo, da si povedal, ker večina si tako predstavlja tam te malo da ne Texas Rangerje, kako se tam obstreljujejo z nekimi divjimi lovci. Zanimivo to s pašo, recimo, je bilo zanimivo, mi se mi zdi, to je res, tisto bi glav pustiti. Sej tudi to je ta del, ampak dosti je pa tudi izobraževanje skupnosti. Predstavlja se enega kmeta, ki pridela lih toliko hrane, da ima za svojo familijo, pa še nekaj, da lahko proda, zato da se lahko kaj več kupi. In on ima tisto svoj pašnik tam, ki je blizu tistega narodnega parka in slonček pride
Slonček hoče pojesti tisto zelenjavo, ki je lepo sprecerjena. Kaj slonček ve? Slonček vse tisto poje, vse uniči in zdaj njegova familija strada. A misliš, da je on vesel? On hoče iz slonca užgati. Mislim, kaj da ne ve bolje, ampak za njega je to kakor divjad. Veš, kaj ti uničuje v Sloveniji. Tako kot pri nas volk. Isto se tako tretira. Mi dejansko mislimo samo to, da to so samo slabi ljudje, to so najslabša gama, to je treba vse pobiti. Ne, zakaj? To je treba samo izobraziti, pa tudi naučiti se nazaj sobivati z naravo. Ker mi mislimo, to nam vse uničuje. Penjo, slon hodi po 40-50 km dnevno. Kaj pa on ve, kaj tam taca? Mislim, on je bil tam, skozi, vse IQ ima več kot človek po enih raziskavah. Ampak mi se moramo nekako, če jih hočemo obdržati, naučiti sobivati z njimi. Recimo za park čuvaji tudi poskrbijo za te poščene, da se uničijo. Kakšni so dobri efekti? Čebele gojijo. Zdaj, ker sloni ne marajo čebel, ker jih pikajo, pa jih ne more se znebiti. Res, zelo banalen primer in zelo efektivno dela. Ali pa, strašila naredijo iz železa, vsakeč pa zapiha, tako rožla in to jih tudi da vedo, da je kao človek zraven in potem gre v stran. Veš, to so take mehne stvari, malenkosti. To delajo parkčevaje. Ni samo ono, tam je pa grdo je treba gledati, pa vsega prestrašiti. Tako je, zastopam. Sem pa tudi kaj pa nosorogi, recimo, sem bral, da recimo tudi 1 kilogram nosorogovih teh oklov, da je do 60 000 evrov. Koliko je tega, bom rekel, krivolova še za prodajo? Veš, kaj mislim? Ali je to zdaj res samo zato, ker jim te sloni poljščine, pa pol oni sproče malo prodajo te okle? Mislim, tehnično gledano tukaj nosoroga na tem področju, kakor sem jaz ni, so druge. Za nosoroge so bolj slabo prodaja, zgolj zaradi enega razloga, ker so že skoraj vsi zamrli. Tako da tista vrednost je ful velika, ne vem točno, koliko je velika, ampak zelo slabo se prodaja, ker jih ni. Ker praktično je za vse nosoroge na svetu, je zdaj en nosorog, ga saj eden varuje. Fizično ga en varuje. Predstavljaj si, ti si nosorog, si ogrožen in pol te vse en zaseduje, pa te varuje. Kaj je s tamo, no? To hudo je, da en fizično more, da roke skoraj, zdaj je šel. Že si nosorog si misli, pizda, da moram scata kaj. 2015 ne bi bilo 800 nosorogov v celi Keniji, pa sem gledal, Kenija ni lih mehna. Tako pol se malo vprašaš, kaj so prišli. Okrog 50 milijonov ljudi je. Koliko je pa tako drugače, država sploh ne razvita, veš, ko si zdaj predstavljamo, da tam nekih šotorčkih živijo. Ampak sem gledal pol, vse Kenija niti ni tako zelo nerazvita. Kenija je kar, mislim, tam tle vidiš bliščin bedo. Ljudje imajo, boš videl Ferrarija na cesti, pa tudi do oslička. Prav so taki neke velika nihanja, nek velik kontrast, ali si polno bogat, ali pa nek kontrast. Je velik kontrast, ampak veliki je tudi srednji razred, pa vse to skupaj. Imamo mi napačno dojemanje, da glavni jezik v Keniji je angleščina. To recimo ljudje ne vejo. Vozi se po levi strani. Jaz imam težavo, ko grem v avto, pa skozi grem za sovoznika, pa ono, se moram predstaviti, je debil. Jaz sem tisti, ki ne ve. Pa vsi mislijo, kle se ne da dobiti tega, se ne da dobiti onga. Načeloma čisto vse, samo malenkost malo iznajdljiv moraš biti. Glede knjige, glede knjige, to je ta knjiga. Čakaj, da pokažem, ne. To je knjiga, če nisi vedel, to je tvoja knjiga. Sem prebral, sem prečital, sem se naučil brati za to knjigo. Zelo dobra, kva bi rekel. Tako, iskreno povedano, ne napiše vsak vojak neke knjige, ne. Tako bom, tako je nekaj to videl. Nisem bil samo, ne bom jaz samo zasluge pobral, ker imam toliko veliko ekipo za sabo. Če bi bilo po moje, je bilo ful slabše. Sej, jaz sem gledal, si tudi sodeloval z ljudmi, ki znajo, recimo ta, kaj je že ta novinar, no? Jure Tepina.
Tepina, tako je, ki je tudi bil s tabo Jure na Tepina, selekciji. Jure Tepina, Sara Primec, Rok Kragel, Tomaž Žakelj, potem še ne par imen, da jih ne bojo vrgali iz vojske, ne bom povedal. Vsi so mi pomagali, mi dali usmeritve in sem tako nekako naredil. Čevlje sodi neko Peter, tako da če so mojstri v svojem pohu, sem jih poslušal. Moja zgodba se je mogla slišati, kako se pa sliši, so mi pa vsi pomagali. Ja, daj mi povej, a ti, ki si knjigo začel pisati, si rekel, takrat nekje sem zasledil, da si se pelil proti Grosupljem, pa si rekel, zdaj pa knjigo napisal. Nekaj tako je bilo. Če imam prav. No, v glavnem, kako prijaš do tega? Ti si takrat imel že kaj napisati, ne vem, si kakšne dnevnike pisal, ali takrat je bila sama ideja? Jaz sem bil malo hrčkar, pa nobene beležke nisem sam vrgel, tako da sem kup beležk imel vedno s sabo. Pa pišeš ti dnevnik? Ne, beležke, kaj sem ših delal, ali pa kaj tazga. Pa kdaj sem tudi kakšno zajbancijo napisal, samo kar tako misel, pa ne tako, dragi dnevnik, danes sem se učil streljati, tega le nisem delal, ampak na splošno. Ja, in pol mi sem pa poredila ideja, pa sem rekel, ja, pa se lahko, ja, bom. Sej, je bila zelo zanimiva, recimo to sem rekel, taka stvar, ki sem jo, bom rekel, ki sem si jo zapomnil, recimo tisto taktično dihanje mi je bilo zelo zabavno, recimo 4-4-4, ne. To je taka stvar, ki ti legit lahko pomaga nekje. Ja, to dejansko dela. Ja, no, vse tako, ja, to dejansko deluje. Pa mogoče, to mi je bilo zanimivo, ko skozi govoriš, da poskušajo slabiči, ne, to si velikrat napisal. Kaj, kako? Da poskušajo slabiči, da slabiči poskušajo, ne, to si velikrat. Ja. To zelo rad poudariš, ne. Se pravi, pol, če jaz prav razumem, ti imaš vse vedno splanirano in veš, da ne boš poskušal, ampak da ti bo ratalo. Mislim, jaz tudi rečem vedno, da bomo probali, ampak če že rečem, da bomo probali, se zdela s tem razlogom, da se pač naredi, da je to efektivno, da je uspešno. Ne veš ti neki polovičarsko gor, bomo probali, če bo, ako prođe. Ja, ne, gremo delati, gremo en plan narediti in pol pa če ne rata, si prilagodimo in probamo najti način, kako pa kaj. Pa se verjetno si zaradi tega tudi knjigo napisal, ne, konec koncev, s takim odnosom, sklepom. Ja, jaz sem rekel, pa če to bo šlo guns blazing, ali grem v arest, ali pa dobro. Ja, no, lej, zdaj trenutno se skrivaš v Keniji, tako da je v redu. Zgodaj, ja. Cool. To so bili zdaj oglasi, zdaj gremo naprej. Ja, to je moj šef, za ne par stvari smo se mogli pogovoriti, jutri imamo eno tako zelo zanimiv scenarij, pa ja, no. Se lahko poveš kaj več o tem? Ja, mislim, mi tukaj učimo na način RBT, Reality Based Training. Vse, kar učimo, je več ali manj na praksi, pa kaj dela v resničnem življenju za tisto opremo, ki jo imaš tukaj, tisto sposobnost in ja, to je pa kompetence vsekakor. In mi imamo zavid tako, da jih naučimo ta eno teorijo, ki je zelo, ne bom rekel, da je manjša, ampak zelo skušamo omejiti teorijo tisto, ki je relevantna na prakso. Jaz ne bom naučil, da kri, krvničke, rdeče, bele, pa kaj tazga, ker oni rabijo vedeti v travmo situacijo, da mora tista kri vstaviti noter. To je rečimo tako, razlika med venozno in arterijsko, vsekakor, samo da gremo pa v tisto, pa plazma je toliko procentov, pa ono, irelevantni podatki. To gremo, za to stopno vsekakor, mislim, irelevantni podatki so, ker delamo lifesaverje. Samo tisti, da bojo lahko prvi obližali na terenu. Tisti, ki bojo mediki, vsekakor bojo imeli bolj angažiran teoretičen
tečaj, ker rabijo vedeti, zakaj to sploh delajo, da lahko efektivno naučijo, da vedno so en korak nad tistimi, ki jih učijo. Tako da RBT, Training Reality-Based Training, delamo v angleščini skozi govorim, tako da zdaj imam slovenščino, moj doma. Izpostavljamo jih z praktičnih dajemo jih v praktične stresne situacije, tisto, kar se lahko zgodi za te informacijami, ki jih načeloma dobijo in ranjenci se obnašajo tako, kot se obnašajo. Ker načeloma v medicinskih šolah, kakršnikoli po svetu, kjerkoli po svetu, večinoma so negibni na tleh, na hrbtu in to je to. Klepa govorijo, hodijo, naslanjajo na drevoje, včasih spleza na drevo, pa je tam ranjen. Ja, zakaj? Kle rangerji pač so naučeni, tudi jaz sem meni ta prva stvar rekel. Kaj vidiš ti slona, ki je preblizu, pa si brez vsega spleza na drevo? To je pač, tako se boš rešil. Tako je. Mislim, kako bo. 2 mesece nazaj tukaj je bil en primer, ko je slon napadel skupino rangerjev, 6 v avtu, avto je uničen, eno ranger, ko je ubil, čist pomedral, 5, ko so preživeli, vsi ostali so bili ranjeni, eden jim je zlomljeno stegnenico, pa izpahljeno ramo. Splezel je na drevo s tem, ker je bil to pod adrenalinom. In pol ni mogel dol spravce, ko so prišli, ker je vse toliko bolelo. Nosil pa verjetno tam ni nekih ne. Mislim, so, zato ne vem, oprema verjetno je zelo omejeno, ne. Tudi je omejena, ampak načeloma mi, kar s temi stvari, ko jih učimo, je isto, kar sem imel jaz recimo v Sloveniji. Pač komercialno doboljivi e-smrhi, komercialno doboljivi Combat Gauze, so oprema, ki jo vidiš v našem svetu, čisto normalno, ker oni ne morejo, imamo vedno pričakovanje, da on tam pride s culo pa hodi okrog. Ja, vsekakor so izredno, so slabo plačani, premalo cenjeni, dostikrat slabo pripravljeni, ampak le smo to, da se jim da znanje. Pa tudi, če pa nimaš opreme, kaj bom jaz nekaj učil za stvarmi, ki jih nimajo. Mi jih učimo tukaj za stvari, ki bojo uporabljene na terenu. Pa tudi ta firma, za katero delam, Lead Ranger, v njihovem načinu dela je tudi, da se njim zagotovi, potem ko končajo to usposabljanje, tudi svoj kit prve pomoči. To, kar uporabljajo tukaj, tudi vzamejo potem nazaj k sebi v enoto. In to imajo potem. Tako da ni to, da kle smo te naučili z najboljšo opremo na svetu, ki je nimaš. Doma pa nimaš, tako je. Ja. Ker jaz sem tudi gasilc, pa se recimo učiš ne vem kaj z nekimi hudimi ročniki gasiti, pol pa doma boš pa še zmeraj z neko osnovo mogel delati, recimo, ne, kvazi. Tako da... Meni je to irelevantno. Zakaj? Zguba časa. Dajmo se naučiti s temu, kar bojo oni imeli in to je to. Tako da mi, mislim, doskrat se kakšna stvar zgodi, ko nekaj splaniramo, pa gremo delati, pa tole ne pije vode na terenu. Ja, če ne pije vode na terenu, če tebi v teoriji je to popolno, pa na teoriji, mislim, na terenu ne zdrži, pač ne zdrži. To je to. Ti moraš potem svoj mindset spremeniti, da boš se prilagodil to, kar je sploh efektivno. Ne pa sem, na papirju je delal, v tvoji glavi je delal. Pa to dnevno se jaz vprašam, to pa nisi zoki dober premislil, da gremo malo bolj spremeniti. Zastopam, prav skozi eno prilagajanje. Jaz tudi sem učitelj plavanja, drugače recimo, pa tudi vem z otroci, pač če nekaj ne gre, tako moraš prilagajati, če ne... Recimo, ali pa, ne prinese, pa če greš z njimi v šolo v naravi, ne prinese dile sabo, zdaj ne moreš prekiniti programa, pač boš mogel ga pa učiti, ne vem, pa on malo bolj trpel, ne, pa bo pač mogel roke gor držati, namesto da bi imel dilo, ne, si sam sebe zafrknil, mogoče se tako še več nauči, ne, tako ne veš. Čeličenje, Tako, kaj pa te tvoji tatuji, Carpe Diem, verjetno imaš kaj tetoviran, sklepam, glede na to, da
Kle da je to tvoj. Aha, imaš. Kaj, sem bral nekaj, da imaš plan še na drugi roki še celo si potetovirati. A imaš ti to, bom rekel, kampanjske tetovaže? Kako? Kaj si rekel? Kabodnar sem rekel. Kabodnar. Ja, jaz se to kar pride. Zdaj so COVID časi, zdaj je zategen pas. Ja, tako je. To je res. Ja. Denara ni. Dobro, cool. Ne, drugače, jaz si samo tako si zamislim. Pač, pinjo, ja, to bi pa imel, pa grem. Pa. Jaz se po svojem karakteru tetoviram. Si se kaj tetoviral v Keniji, a pa se zna zgoditi, ali tam ni? Ne, vsekakor se tudi to studijo, čisto normalno. V Keniji verjetno ne, zaradi tega, ker nimam časa. Res, nimam časa, ker ne bom bil nikjer dovolj. Ja, kle sem itak srečni česar. Zdaj 16 km do najbližje vasi, tako da ja, klelih ni tega, kar še ne bi me malo cahnil. Ampak tudi fizično ne bom dovolj časa tukaj, tako da ne. Verjetno v Sloveniji, ker imam enega svojega. Koliko časa pa planiraš, da boš v Keniji, ali še ne veš? Tam sred aprila, konec aprila, predvidevam, da prijem nazaj. Lih direkt fajn, malo na toplej tlele. Ker bo že malo toplej tlepa, mogoče kakšen ukrep manj, boš lahko še celo med občinami se gibati. Če boste vi ta dva tedna, naslednja 2 tedna, ki ste ključna zdržali, vse bo v redu. Tako je, 14 dni je ključnih, tako. Cool. Daj mi poveš, drugače si tudi veterinar, ne? Mislim, kaj, srednjo veterinarska? Veterinarski tehnik sem. No, tako je. Vidim, da imaš 45 all-terrain hlače, kratke, ne? Jo, meni so ful všeč. Eni niso všeč, zaradi tega, ker grejo nad kolena, meni je cool. Kratkih še nisem imel priložnosti. Nosim sicer klasik pa ta all-terrain, ampak za kratke pa še nisem imel niti možnosti, tako da... Ne veš še kaj zamuja z UFPRO-jem, tako da se moraš naučiti. Ja. V glavnem, ja, veterinarski tehnik, ko sem je prej popravil. Daj mi povej, koliko imaš kaj domačih živali. Zdaj na Instagramu sem celo videl, da imaš nekega psa skozi sabo, zdaj tle, ko si v Afriki. A je to tvoj slovenski pes? Ne, verjetno ne. Ne, to je od mojega šefa pa šefice pes. Murphy, 12 mesecev stara psička, ali zdaj je bila sterilizirana, pa zelo učljiva, pa jaz imam rad pse. To sem domača oseba, ampak tukaj načeloma vsak ima psa, zaradi tega, ker je tako cool imeti psa, pa še tudi izredno so koristni, ker je pač tudi to deloven pes, še vedno skrbijo, da te kakšna kača ne uhvati, pa tudi dobre so, stražari so še vedno. Ker ti zvečer, ko nek sediš v ognju, ko si malo bolj sproščen, kuža je pa še vedno malo. Ja, alert. Pa tudi ti greš malo trzati, ko pa to. Ja, tako je, zastopam. Kaj pa v Sloveniji, imaš kakšne živali, si imel kakšne živali, imaš kakšno, ki te čaka doma? Mislim, ko sem bil na srednji veterinarski šoli, takrat sem imel kar dosti, kar nekaj kač, 10 kač, kar nekaj pajkov, načeloma to. Pri stricu, ki je imel kmetijo, sem pomagal z tistimi veliko živilo. Tako da načeloma sem bil živali cel življenje obkrožen. Pa, ko sem šel v vojsko, nisem imel nobenega časa več, sem vse razdal. Večinoma sem dal ljudem, ki so veterino študirali, pa naprej, tako da so prišli v dobre roke, tako da nisem imel nobenih težav. Mislim, da sploh se ne spomnim, če sem kaj sploh prodal. Verjetno sem samo neke neteralje sem prodal. Vse ostalo sem pa razdal, če se ne motim. Če se lažem, se pričujem tisti človek, ampak to je že 15 let od tega. No dobro, se plača ti ene, to je važno, če smo prodal. Kaj pa, da mi povej to je tak nek večen mit, pa mogoče, ko si veterinar, boš vedel povedati. Če mačka primeš za vrat, ne tako, veš, ti zagovšče v zadnji, ne. A ga to boli ali ga ne? Ker so nasprotniki pravijo, da to jih boli, da je to mučenje, eni pravijo, da tako ga mama prime in da je to čisto naravno. Kaj pa ti praviš o tem? Mislim, načeloma mladiče, če ga ima mama tako zagrabila, oni utrpnejo. To je njihov refleks in to ga ne boli.
mislim, odvisno, kako ga imate, odvisno, če ga z lasa, tudi mene imate kdaj zaprela, pa včasih je bolel, včasih pa pač ni, ampak sem se drl, da je kao bolel, da me je pol manj. Tako da za mačka, če takole zagrabaš, pa mislim, jaz sem jih kar dosti zagrabil, tako da če bi rekel, da ga boli, bi rekel, da sem zdaj sadist, ampak koliko je meni znano, pa če maček res ni še enkrat debelejši, kot bi mogel biti, je kulno. Se ga tako zagraba, se ponovadi kar trpne, mislim. Se trpne, jaz mislim, ne vem, noben maček, pa sem se že z dostimi pogovarjal, mi še ni odgovoril, tako da ne vem. Tako da, ampak zdaj pa kuhal sem jih pa takole vse parjel. Ja, točno to. Načeloma dvomam. Ja, no, vse je. Zanimivo vprašanje, no. Ja, tako, to je večna debata. Večno, jaz imam tudi mačka doma, ga primem, pa vsi rečejo, ja, si nasilen. Ja, nisi nasilen, to bom rekel, daš mu kakor da bi on pogledal fotoalbum za nazaj, ima nek throwback, ki se spomne, kako ga je mama držala. Jaz se to tako predstavljam, da ga zategne, da trokera. Oj. Ja. Tako, ne vem, če vem, da dosti mime, pa to gledaš, kako on mim, ki se kdo spomne česa, pa je poln vietnamska vojna, pa tistka, kako se za nazaj spomne. Jaz nič na tega ne delam. Ne, sploh ne. Predvsem bom rekel, da dnevno imaš kar dober content mimov oziroma zabavnih fotografij na Instagramu. Vidim, koliko ljudi mi vse krade. Ja, pa se tudi ti kradeš, če smo čisto natančni, kar sem videl. Mislim, vsak pošten, pravijo, tudi krade. V življenju se treba smejati, tudi samemu sebi. Tako je. No, ker smo pa njih pri tem, mi povej, vojska pa humor. Koliko je tega? Meni se zdi, da recimo tako, navzven se nikoli ne kaže tega humorja, ampak v vseh službah, med gasilci, med reševalci, med vojaki, posod je pa tega po mojem humorja več, kot v kjerikoli drugi službi. Kako se tebi zdi to? Ja, načeloma ker samo tako lahko, ne samo tako, ampak to je eden izmed najboljših načinov, da lahko premostiš težke situacije, ki se zgodijo v življenju, ali pa stresne situacije. Težke pa stresne situacije je drugače. Mislim, jaz jih ločujem. In recimo pri gasilcih, kjerkoli prometna nesreča, pa slučajno, da je vključen kakšen otrok. Ne moreš, samo če si sociopat, te to ne prizadene na takšen ali drugačen način. Vojska, drugačen način, policija, reševalna. To je treba imeti humor, da lahko daš to malo čez. Ampak je pa to tak humor, ker recimo ni za... V gostilni bom rekel, če sedijo dve mize, pa bo en model iz druge mize poslušal 3 vojake, pa 3 gasilce, kogarkoli. Je to tak humor, ki zelo hitro rečeš, da pa ni zdrav. Se mi zdi, da je zelo tak intern humor. Ja, no, jaz sem pa tih po gostilnah, zato ker me noben ne razume. Točno to. Saj sem kar glasen, kar kontroliram tisto občinstvo, ki ga imam, ampak načeloma izbiram, kakšen humor lahko. Grem vedno na mejo, kakor lahko, ampak če imam civilno osebe, ki nima nič veze z vojsko, policijo, gasilci, reševalci, načeloma sem zelo politično korekten. Medtem, če grem pa za policijo, pa vojsko, reševalci, ki se to pa udri po siromaku. Tako je. Glede tega Bubu Back, ki si imel video za UFPRO, ki si razlagal, kaj vse imaš v avtu svojemu. Kje imaš pa gasilni aparat? Ja. Ga imaš, ga nimaš? Jo, mislim, zdaj itak imam cel ruzak noter v avtu, če se kaj zgodi narobe. Ker itak sem tukaj za usposabljanje iz medicine, ampak kolikor se pa kaj v bližini zgodi z rangerji, bom bil jaz, pa šef bo bila poklicana. Mislim, drugače, če me ne bilo, bo šef šel sam, zdaj, ko so tle 2, bo šla pa 2 pomagati, če bi bil kakšen incident ali pa kaj takega. To se napade živali, tudi povčeri, pretepi, tako cela paleta je vse skupaj, lahko. Se pravi, ti imaš pol v bistvu neko stalno dežurstvo, kvazi. Če si tam, zakaj pa ne bi pomagal, ne? Ja, mislim,
dejansko nisem niti, zdaj sem se vprašal, če je to dežurstvo ali ne. Pač, ja, če sem kleb, bom pomagal. Mislim, nisem pomislil, da je to, da bom vprašal, kje je pečat, kdo bo to plačal. Nisem vele. Ja, a radnici koga nemajo pečata, tako je. Tako. Ja, točno to. Zdaj sem bil, dvakrat sem bil zdaj, ko sem bil kle situacije, ko je bilo treba poklicati se me, da je bo pripravljen, se rekel, ok, ja, si pripravljen, se imam že vse v avtu, ampak to je pač to. Ampak, ja, ne, zanimivo, zdaj sem se komi spomnil, kjer ga, si Gorenc, takoj pomislil na denar, a potem je dežurstvo. Ja. Ure teče. Jaz sem drugač stand-up komedijo se ukvarjam, če boš hotel kdaj izkušati to, da bi šel pa na oder, med drugim tudi komedij, češ nisi vedel. Ja, se ga poznam. Nisem ga še poslušal, ampak sem pa slišal. Ja, v glavnem, če boš hotel kdaj nastopati, povej, bomo zrihtani. Dejansko sem enkrat razmišljal, da bi za vojsko naredil, ampak tako, ta humor pač ne bi mogel biti predvajan, bi bilo same kletvice, pa pip, takole bi delali, če bi bilo javno. Večina bi mogla biti vojska, ker vsi drugi, ali pa vsaj te branže, ki smo prej našli, ker če ne bo noben razumel, bo se rekel, dajmo tega v silenju opač, pa ajde, da se gre v polje malo objemati. Zdaj mi povej še, v knjigi si napisal, da si velikrat doživel to, oziroma dvakrat v Iranu in pa v Maliju, da so ti tam tisti tvoji tečajniki potem popravljali te merke, pa mi razloži, kaj to točno pomeni, da so popravljali merke in ti si kolikor sem razumel, si dosti popizdan. Mislim, bilo je v Maliju, pa bilo je v Iraku, ne v Iranu. Če bi bili v Iranu, bi bila malo Sulejmani težka situacija. Bi zdaj imel z enim čelado na glavi. Ja, nasteljevanje pušk poteka, da moraš merke šraufati. In recimo, imaš nek branike, ki skrbijo, da se merek ne poškoduje. In ta pa merek se pa še vedno prestavlja, ko nastreljuješ. Nastreljuje se pa na sam telo tistega, ki strela, pa na uč, kako strela. In potem se ti merek premika med braniki. In pol doskrat ni nasedi teh branikov. In pa ga malo levo ali pa desno. Ampak pa so mi pa ljudje enkrat naučeni, ne vem zakaj, pa kako, to je kar taka huda greška, da mora biti merek vedno med braniki, na sred. In pol ti predstavljaš levo, desno, predstavljaš si 12 ur na strelišču delati, ne 12, rečemo 10, na strelišču delati, na soncu, dehidriran in vse nastreljuješ perfektno, pa preješ nazaj, so pa vsi z kamni se spravili merke, tiste nazaj vrtali, vse, kar si ti naredil, celo dnev je šlo. Zaradi sončarca zgubiš glavo, kaj že lepo drugi stvari. Ampak ja, tako je. Jaz sem je takrat, še zdaj sem mlad, ampak še takrat sem še mlajši, pa še bolj debil. Zdaj sem malo starejši, pa sem debil. Ampak takrat sem se izredno razpidel, ker sem imel premalo izkušenj, pa sem malo čustveno vse to dojel. Ta prvič, to je bilo v Maliju, pa drugič v Iraku je pa spet moja napaka, da sem se spet razpizdil. Zakaj? Se bi mogel jaz bolj vedeti. To je bila moja greška. Jaz bi mogel enega tam poslati zraven, da ti vahtaj, da tega ne bo delal. To je moja napaka in samo moja. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. To je ta zadeva. Povej mi 3 stvari, ki bi jih vzel na samotni otok, glede na to, da si tudi tečaje za življenje za preživetje v naravi delo, pa da slišimo od strokovnjaka, kaj bi pa on vzel? En način, da lahko ogenj naredim.
izredno kvaliteten nož, pa zato, ker sem malo mevža eno vodoodporno spalko. Ajde. No, lej, saj priznal si. Ja, lej, vodoodporna spalka, zato, ker se lahko naredi še tudi v bivak, ne premoči, noter je lepo toplo. Tako je. Mislim, za kuro si že nekako odvisno, kjer sem otoke, da bom dobil tisto vodo. Ajde, Nož, vis. upam, da Če si bom bil lahko kdaj na nekaj visu. ne se učil. Ne vem, jaz si vedno predstavljam nek vis. Kune rabiš, pa jaz Ja. imam eno dobro restauracijo, konobo, samo kune rabiš, nič tisteli, kune, to bo to. Kero, povej, naredimo visu. reklamo za to. Povemo za to, ono bo še reklamo. Kera, je stožera? Ne. Ne, to je drugače en možakar, Harry. Spoznal sem ga prek par let nazaj, sploh ne vem, kako je. Lahko bom link pol poslal, da lahko še njega reklamiramo, ampak izredno Dajmo. prijazen možakar, preprost. Na visu ali v Komeži to misliš? Vis. Aha, prav v mestu vis. Aha, ok, nice. Jaz sem doskrat dopustujem tam v Komeži, zato pa. Ampak ja, tam je nice. Ja, lej, boš Dobro, cool. Lej, ne vem, nisem nikoli povabil. Džabe. Čaki, bomo, da se odpre korona ukrepi, pa bomo se pa izljubili. Povej mi še, kakšen voznik si, vem, da si imel Audija 80, A80, tako je že. Zdaj imaš nekega karavana. Imel sem pa Golf 5, ko imam. Drugače sem imel pa tudi Daiwo Matica, sem imel tudi Zlatotico mi je klical. Ja, enkrat smo bili, 5 specialcev se je noter vozili. Jaz sem bil še najmanjši, vsi takole nakucani, se spomnim, Daiwo Matic. Enkrat, jaz to je šlo največ 100 km/h, tam proti Kočevju. Enkrat sem uspel enega prehitati, nekaj sem ga razpizdil, jaz sem pa žlebičil dol na pumpo. Jaz sem prav videl možakarja, že korakat je šel proti avtu, da nas bo razfukal, pa tako, sem 5 možakarjev, vsi pa tetovirani, pa sem ko si videl. Ja, je še tablico vzad pogledati, če še gledam. Ja, a ste v redu, a je vse šlo? Tako je, tako. Kakšen bi pa rekel, da si voznik? Jaz sem imel kar nekaj prometnih nesreč, preveč uporabljam telefon, možno, tako da relativno slab. Imam sicer C kategorijo, to pa meni ne bi bil kao boljši, tako da, ne vem, rečemo. Jaz pravim, če si C, jaz mislim, da sem relativno v redu. Ja, če si C voznik, pa ne voziš, če ne voziš dnevno kamiona, se mi zdi mogoče kakšna stvar preventivno malo bolj predvidiš. Mogoče malo prej v križiš, počakaš, da šleper lepo odvije. Mogoče take stvari, no, malo. Točno to. Pa ne vem, ker sem za to veljakom, mu ne grem za rit, ampak mu pustim, da me vidi od zadaj. Za tega, ko vedno grem malčkrat nazaj. Take malenkosti. Ja. Malo razmišljaš še bom rekel, v njihovo korist, ali pa kako bi rekel. Ja, da se nisi samo ti pa ego. Pa tudi v križišču imam rad, pa 5 globoko noter v križišču, ne pa da se ustavi že tam na zebri. Jaz ko vidim enega pred sabo, jaz ko vem, te ubijem, daj mi, pel se mi kje, no. Tako je, tako. Ja, lej, se nimaš kaj, ne. Zelo čustven šofer. Zelo čustven šofer sem, ker sem sam, relativno, kar uporabljam vse slovenske, pa samo hrvaške besede, ki jih poznam. A tudi poješ v avtu? Ne, načeloma ne, to pa ne. Ne, to pa mislim, ja, tudi da, ja. Ponovadi to v kakšnih v zastojih, ampak pol delam tudi, ne vem. Ja. Isto, kot potušam. No, ja, tako. Da mi povej še zadnjo vprašanje, kaj bi pa v življenju probil, glede na to, da si nek adrenalinc, kaj bi pa še, ne vem, si bungee jumping, ali bi se, ne vem, potapljanje na dah, ne vem, kaj bi še tako probil, da bi ti tisti
žmohten adrenalin sprožili. Ja, mislim, načeloma jaz nimam takih zadev v glavi, kot tole moram narediti pred smrtjo ali pa kaj takega. Jaz potapljal se še nisem nikoli. Tako da jaz vem, da bom šel delati tečaj. Zdaj izbiram samo kje, na kateri lokaciji na svetu bom to naredil. Načeloma, tukaj vem za Kenijo, da je relativno dobre lokacije so, ampak zdaj zaradi covida je malo težava pa vse to skupaj. Ampak kjer je jasno morje, to je vsekakor. Tako je, ampak, da bi imel pa tako, da kaj moreš, da mi pa res tako, jaz imam mindset malo drugačen, ker jaz tako rečem, če si bom nekaj zamislil, jaz bom vso energijo preusmeril v to, da se bo to izpolnilo in meni stvari se mi ne zdijo, nobena stvar se mi ne zdi, da je ne morem doseči. Pač samo trud mora biti pa pravilen pristop. No, pa tudi nisem tako. Jaz sem bil pa prvi črnski predsednik Slovenije. Kot prvo nisem črn. Kot prvo nimaš teh ambicij. Tako da to so take. Pač nimam utopičnih sanj. Ali pa kaj takega. Luka, hvala ti za ta pogovor, da sva se lahko slišala. Upam, da boš lepo vreme, ko priješ nazaj pripeljal s sabo. Upam, da nimate toliko korone, to sem te pozabil vprašati, ampak to bo pa drugič, ko se slišimo. Tako da, hvala ti. To pa drugič lahko, ni panike. Ajde, čau. Hvala, čau.